Nekaj dni nazaj sem imela prvi posvet in dobila dober nasvet zdravnice pri Zdravnik 360 zavarovalnice Triglav. In tik pred odhodom sem se spomnila, da nimam odgovora še na dve zdravstveni vprašanji, eno povezano z mojim možem, drugo pa s hčerko in vnetji ušes, tako da čakam še tale klic. Potem smo pa redi, vse je spakirano in še par ur do odhoda. Dober dan, Triglav zdravja asistenca, tukaj sem družinska zdravnica. Kličem vas v zvezi z zdravstvenimi težavami, ki ste jih navedla in želite posvet. Čeprav razumem, gre za ene težave s trombozo pri soprogu, pa hčerka ima vnetje ušes. 8-letna hči ima zelo ozko to žrelnico in ima zaradi pogostega obveznega plavanja v šoli v tistih bazenih malce otrok zelo veliko vnetij. Trenutno sicer nima, je zaključila z antibiotiki 3 tedne nazaj, ko je imela spet, ampak Avstralija pomeni vsakodnevna voda, kopanje in morje in bazeni. Kaj lahko naredim kot preventiva? Ne bi rada spet, da po 3 tednih gre na antibiotik. Je kaj? Predvsem pri vnetjih ušes pazimo na dobro prehodnost nosu. Če je dober prehoden nos, je tudi ta povezava med žrelom in nosom, Eustachijeva tuba dobro prehodna, tako da imejte fiziološko raztopino in ji redno spirajte nosek, če veste, da se to rado ponavlja. Zdaj, čepki, ko gre v vodo, vnetje ušesa se ne zgodi, ker pride voda od zunaj. Vnetje ušesa se zgodi, ker vname se srednje uho iz drugih razlogov, ne. Fajn je, da je suho, ne. Jaz si ne bi dajala čepkov, ne, skrbela bi za lepo čist prehoden nosek. Ok. Druga stvar pa je, mož ima v družini trombozo. Imel je že, mislim, da 3 ali pa 4-krat, ravno vedno na poteh tole v nogi, vedno v isti nogi. Potem pa so naredili preiskave in uporablja zdaj te Xarelto ali te tablete. Skrbi me samo zato, ker je vedno na isti dozi, zdaj gremo pa na najdaljši možen let ever. Bi kaj moral poklicati zdravnika, dodati, pojačati, ne vem. Xarelto je ponavadi, ko mu zdravnik predpiše, to je ena stabilna doza in se jo ne veča, niža, razen ko popustijo ledvice v starosti, ko ledvična funkcija ni več dobra, takrat se malo prilagaja dozo. Zdaj, tako kot so običajna navodila, veliko hoje med letom, naj malo vstane, naj vstane. On je s to dozo, ki mu jo je specialist predpisal, dobro zaščiten, ne. Super, najlepša hvala, ful dobra storitev. Se pravi, če se bi pa slučajno kaj zgodilo v Avstraliji, vas pa lahko tudi od tam pokličem? Tudi smo na voljo, mogoče ne jaz, mogoče kak drugi zdravnik, ampak se lahko slišimo, seveda. Ok, ful ste prijazna, najlepša hvala, pa lep dan, jaz grem pa pakirati. Vi pa lepo potujte, nasvidenje. Hvala, nasvidenje.